Danes sem se srečal s prijateljem in sva se pozdravila tako kot ponavadi. Živijo, kako si kaj? Ej, fajn, lušne se imamo, uživamo. Ko sva se poslovila, sva prav tako rekla, ej, lepo sem, ej, uživite. Sej v bistvu nimam nič proti tem vsakdanjim plehkim pozdravom, ki si jih izrekamo, no. Ampak mi je pa dalo zadnjič misliti, ko sem pa srečal enega drugega znanca, ki je pred kratkim utrpel eno zelo hudo izgubo. Želel sem se z njim pogovarjati, pa kar nisem vedel, kje bi začel, o čem bi spregovoril. Njemu nisem mogel reči, ej, a se imate fajn. V današnjem svetu je žalost in žalovanje kar nekakšen tabu, o katerem ne govorimo. No, pol pa pride na sceno Jezus, ki pravi, blagor žalostnim, kaj ti potolaženi bodo. Včasih se je prav ta osnovni pomen tega blagra tudi meni zalezel v kosti, v dušo in sem prav res ga vzel za svojega, ko sem bil žalosten, sem rekel, Jezus, ok, ti si obljubil, da me boš potolažil. In me je res. V grščini, v originalu, ta beseda blagor se reče makarios. To dobesedno pomeni biti srečen. Ampak kaj? A ne rečemo, srečni so tisti, ki so žalostni. A ni to eno tako protislovje? V bistvu ni. V resnici tukaj ne gre za protislovje, ker Jezus to žalost misli v enem drugačnem smislu. Misli v smislu, da smo s tem, ko smo žalostni, občutljivi za greh. Občutljivi za stvari, ki v svetu niso v redu. To pomeni, da smo živi, to pomeni, da ljubimo, ker če ljubimo, bomo večkrat tudi žalostni. Žalostni bomo zaradi groznih razmer v svetu. Žalostni bomo zaradi vseh vojn, ki vladajo. Žalostni bomo, ko bomo slišali, da lahko z 10 centi nahranimo enega otroka za en dan tam dol na Madagaskarju. Žalostni bomo, ko bomo slišali, da vsak dan zaradi revščine umre 36.000 otrok. Žalostni, pa še malo jezni zraven, bomo, ko bomo slišali, da 8 milijarderjev ima v življenju toliko denarja, kot polovica svetovnega prebivalstva skupaj. Žalostni bomo, ko bomo videli, da kdo v naši bližini umre. Žalostni bomo, ko bomo videli, da umre kakšen zakon, da gresta dva narazen, da otroci ostanejo brez očeta, brez mame. Ampak čisto v bistvu stvari se pa Jezus, ko govori o žalosti, ne govori o drugih, ampak govori o meni. Govori o žalosti, ki jo moram imeti nad seboj, žalost zaradi sebe. Ker če sem pravi kristjan, je ta žalost v tem, da prepoznam svoj greh, da sem sploh občutljiv za njega, da ga opazim in da sem zaradi njega žalosten. A veste, kaj je največja laž, ki vlada v današnjem svetu? To je to, da smo vsi ljudje v resnici dobri. Vsi smo dobri. Ampak to preprosto ni res. To se ne sklada s Svetim pismom in se ne sklada z mojim empiričnim izkustvom, ki ga imam sam s seboj v teh svojih 35 plus letih življenja. In se ne sklada z empiričnim izkustvom, ki ga imam z dobrimi ljudmi, objektivno dobrimi ljudmi, ki živijo okrog sebe. Ugotavljam, da imamo kljub temu, da smo dobri, vsi še vedno ogromno ene navlake, ki jo moramo predelati. Sveto pismo pravi, da tudi pravični človek greši 7-krat na dan. Apostol Pavel v pismu Rimljanom pravi, da so vsi ljudje grešili in so brez Božje slave. To pomeni, da sami na sebi ne morejo biti z Bogom prijatelji, ker je Bog popoln, mi pa še zdaleč nismo. Zato imam za vas danes tukaj eno malo grozljivo vprašanje. Kdaj ste se nazadnje zjokali nad svojimi grehi? Kdaj vas je nazadnje zlomilo? Ker če vas ni še nikoli, potem ste tukaj samo dve možnosti. Prva, ali ste prvi popoln človek, ki je kadarkoli živel na tem svetu, po Adamu in Evi? Seveda pred grehom. Ali pa ste tako kot jaz postali v svojem srcu preveč zatrdeli, vaše srce je postalo kot kamen in ne vidite, in ne vidimo, in ne vidim, da je težava tudi v meni in da je težava tudi v nas. In vsem nam, pravi Jezus, blagor žalostnim. Blagor žalostnim ne zato, da bomo mi kristjani furali en safr, pa da bomo skozi neki žalostni. Ne, to prav ravno z obratnim namenom. Pravi blagor žalostnim, ki vidijo, v kakšnem stanju so v resnici, kakšna je njihova realnost. Blagor žalostnim, ki so pripravljeni priznati svojo nemoč, ki so se pripravljeni spreobrniti in ki so se pripravljeni obrniti k Bogu in njega prositi za pomoč. Temu pač sledi obljuba. Kajti potolaženi bodo.